V soboto 10. septembra je pod okriljem občine Slovenske Konjice v sodelovanju s Centrom za kulturne prireditve in turistično-informacijskim centrom na Mestnem trgu v Slovenskih Konjicah od 15. ure dalje potekala tradicionalna prireditev Naznanitev trgatve. S prisotnimi obiskovalci prireditve so bili trio Pogladič, vinogradniki Dravinjske doline so v svoje vrste seveda povabili tudi vinsko kraljico Simono Žugelj, zapelo je 350 pevcev iz mest z usnjarsko tradicijo, mehe harmonike pa so letos raztegovali člani orkestra Harmonikarji Banovšek. Za lačne želodce je poskrbel že tradicionalni županov bograč, za suha grla pa žlahtna kapljica iz okoliških vinogradov. Po vabilu k naznanitvi trgatve na Konjiškem so se prijazno odzvali tudi člani Združenja zgodovinskih mest Slovenije. Bogata kulinarična, enološka in turistična ponudba krajev iz konjiške občine pod okriljem turističnih društev občine Slovenske Konjice je bila na voljo za pokuščino na stojnicah in je popestrila sončno popoldansko sobotno druženje. Lepo pozdravljeni na tradicionalni naznanitvi trgatve v Slovenskih Konjicah v mestu cvetja in vina. Danes bo tekla beseda o vinski trti, trgatvi grozdja in čudovitem opojnem vinu. To popoldne bomo prešali in nazdravljali kraljici našega kraja, vinski trti seveda. Že v uvodu trgatev naznanjajo združeni pevci, kot je povedal zborovodja Ivo Kacbek, jih je kar 323 iz 13 pevskih zborov, ki so se danes zbrali na 28. srečanju pevskih zborov med usnjarsko tradicijo v organizaciji moškega pevskega zbora Ivo Štruc iz Slovenskih Konjic. En velik aplavz. Mi pa torej, kot je povedal že gospod Ivo Kacbek, nadaljujemo z gorenjsko zdravico. Z nami so pevci iz Celja, Domžal, Žirov, Železnikov, Komende, Tržiča, Kamnika, Mirna, Vrhnike, Loma pod Storžičem in seveda Slovenskih Konjic. 323 združenih pevcev med usnjarsko tradicijo in zborovodja, prosim, če poveste kar sami. Joža Fronov. Ok, izvolite. In ta vinska trta še ne tako dolgo, malo po novem letu, ko so bili trije kralji, ste jo malo zbudili, ko ste jo začeli rezati. Seveda, skozi vso leto so vaša pridne roke negovali in obdelovali okoli 400 hektarov v našem okolju. Veliko znoja je prav gotovo preteklo.
Jaz bi se zahvalil vsem, ki ste to trto obdelovali, in jaz mislim, da se moramo tudi zahvaliti vsi naravi, ki je služila v našem okolju. Prav gotovo vsem to ni bilo dano po celi Sloveniji, ko smo poslušali vremenske razmere. Jaz bi želel vsem vam danes eno lepo, prijetno prireditev. Seveda vsem vinogradnikom želim, da čim več tega kvalitetnega grozdja pridelate in ga tudi spremenite potem v kakovostno vino. Kajti v Dravinjski dolini smo že tako razvajeni, da želimo piti vaše kakovostno vino. In ob koncu naj bil ta aplavz namenjen ne meni, ampak vinogradnikom. Hvala vam, da že vrsto let pijemo lahko tako dobro in kakovostno vino. Hvala in lep popoldne. Hvala tudi podžupan. Sedaj pa so na vrsti tisti, zaradi katerih smo tukaj, vinogradniki. Kar pripravite se. Trgatev grozdja je za vinogradnike težko pričakovano in ponavadi zelo svečano dejanje, na katerega povabijo najboljše prijatelje, znance in sorodnike. Trud, ki ga vlagajo v vzgojo in razvoj vinske trte čez leto, je ob lepem vremenu in z malo sreče bogato poplačan. Trta se bohoti z zrelim grozdjem, ki ga je potrebno skrbno pobrati in tudi seveda predelati. Če jim čez čas uspe pridelati še dobro vino, je veselje toliko večje. V veselje naših vinogradnikov nikakor ne dvomimo, še prej pa je potrebno marsikaj postoriti. Kaj se torej dogaja v zakulisju koniških vinogradnikov? Pa si poglejmo. Pa ko si že na moču branjto, ali ne? Jezus, veš, da grej broje notri. Kako pa že zdaj, kam pa te tak noreš? Jezus, pa ko si mi nalovšil doj sorihu, da bo potojca doj zbogota. Vse še je cajt. Jezus, pa ker prejde lajtu z broje, ker ga ske povobu. Ja, ne vem, jaz sem mislil, ta drugi naredili. Jezus, ko si to izmanjšam, če že vsi noroju broje. Čo veš, ko bojo tutale 2 kure, 20, tutule sem spacala, ali še magla kaj več prepraviti. Ja, zdaj, če bo spet iste vabla, ko jih to vsako leto vabiš, pa bolj šuh. Bolj boga, ja. Jezus, te šem pa magla, koki ga upakati dol, koki ga purmana, ali kak. A ti pa že? Ja, kot tu minšeka tudi prejdeta. Ja, se za ta na obdojst. Jezus, te še manj pa eno cvirku, ko spječt. Ja, pa bi to bi že leh naredila, zdaj te, če si že mislila, zdaj kar začne. Sam, veš ko, jaz bi pa jedno drugo izkoristila danes smo bolj poceni skaus prišla, ko tule se kojinca bolj v kotlah kouha. Pa kot če bi mi dva kar te noše beroče prvobla, pa se tak mol pršpora. Čuj, to pa ne bo to sto. Pa tej za indejci še bomo že dola, na fujtrama jih tam pri kotlah, pa bo. No, to pa si dobro spavila. Tutele kure, pa če že draga, ne, veš, vinski kralejci pa le ne moramo kar z kotla dati, za jobu pa trajba te koka biedra. No, to pa lepo. Tako vinogradniki, zdaj pa je čas, da naznanimo trgatev. Predsednik koniških vinogradnikov Jože Kotnik mlajši prosi, če se nam pridružiš in zraven povabiš svoje goste. Oder je sedaj vaš. Trgatev je zagotovo eno najlepših in najbolj veselih opravil v naših vinogradih, ko lahko pospravimo naš pridelek, ki smo ga celo leto negovali. Posebej pa smo lahko veseli, če nam je narava naklonjena, tako kot v sedajšnjem času, ko je obilo sonca, kar vsi dobro vemo, da je najboljše za nabiranje sladkorja
in glavna osnova za dobro vinsko kapljico. Jaz bi zaželel vsem pridelovalcem grozdja, da uspešno izvedete vinsko trgatev in da bo po njej čim več zadovoljnih obrazov in obilo dobre vinske kapljice v kleteh. Adriano Ponceni pri nas, posod harmonika zveni, široko jo raztekne mladih vam, z občutkom vleče gopeca Griška, odrinje kot vsi skupaj videjo, na veselico jo porežejo, na odseki pa svakom bodejo, do jutra skupaj bodejo. Zraslo je v tej naši Dravinjski dolini in tu, kar je preteklo, je bilo zmerjeno na dobrih 17 kloster najboljške ali 80 eksveja in glede na lepljenje župana na kraljičine noge, naznanjam začetek vinske trgatve. Spoštovani vinogradniki, čas je, da začnete hoditi vinograde in počasi pobirati to žlahno grozdje. Čas je, da gremo v boj za predikata za leto 2011. Jaz vedno rada povem, da smo Slovenci lahko ponosni na to, kar imamo, kajti vinska trta je že dolga stoletja in tisočletja del slovenskega kmeta, del slovenskega človeka, naše tradicije, naše kulture. In je naš ponos, je simbol vsega dobrega, simbol moči in simbol vztrajnosti. Tak je bil tudi slovenski človek, slovenski kmet skozi stoletja, ko se je prebijal na tej trdi zemlji in danes imamo lahko vse to, s čimer se lahko ponašamo ne samo doma, tudi v svetu. Imamo namreč odlično slovensko vinsko kapljico, katero pridelujejo ne samo tukaj pri vas, pridelujejo tako v Posavju, Podravju, kot tudi na Primorskem. In vesela sem, da sem lahko zopet ponovno v vlogi vinske kraljice Slovenije letos tretjič pri vas v Slovenskih Konjicah na tako čudovitem prazniku na naznanitvi trgatve. Mislim, da za vsakega vinogradnika jesen najlepši letni čas je čas, ko pobere tisto, za kar se trudi celo leto. Spomladi, konec zime, je trto nežno božal, jo je zbujal svojo rezjo, bdel nad njo skozi potem poletje in letos nam je bilo leto res naklonjeno. Glede na vse te tople sončne žarke, kateri nam še botrujejo in katerim še ne kaže konca, se bomo lahko zopet ponašali z odličnim letnikom in letnik vina 2011 bo, kot kaže, ponovno tisti, kateri se bo v zgodovino slovenskega vinogradništva in vinarstva zapisal za veliko začetnico. Jaz vam želim, ker ste danes tukaj naznanili trgatev tudi pri vas, da bi bila čim uspešnejša, naj vam služi toplo, lepo vreme, brez dežnih kapljic in naj se znova v vaših sodih piše nova zgodba, tako kot ste skozi celo leto ustvarjali simfonije v vinogradih, zamahnite s čarobno palico tudi v kleti in pričarajte tisto dobro, kar vsakemu pričara nasmeh na usta. Tako da na zdravje in ponovno na odličen letnik. Hvala. To so bile lepe besede slovenske vinske kraljice Simone Žugelj, ki še naprej želimo prijetno kraljevanje.